Pozdravljeni v izredni epizodi podcasta. Pozdravljeni v izredni epizodi podcasta, ki ga pripravljamo na uajvezajslovenija.si, v katerem povzemamo najpomembnejše novice na področju generativne umetne inteligence. Sponzor tega podcasta je llmvisio.com, orodje, ki vam brezplačno pokaže, ali ChatGPT priporoča vas ali vašu konkurencu. Današnja epizoda je nekoliko drugačna. Tokrat ne pripravljamo običajnega tedenskega pregleda, ampak izredno epizodo. Razlog je preprost. Microsoft je predstavil toliko pomembnih novosti za Copilot, da si zaslužijo svojo samostojno oddajo. Danes bomo govorili o 4 temah. Najprej o novih zmožnostih Copilot Notebooks. Nato o velikih spremembah v Wordu, Excelu in PowerPointu. Pogledali bomo tudi, kako se Copilot vse bolj povezuje z Outlookom, Teamsi in SharePointom. Za konec pa še kaj vse je novega za administratorje, podjetja in razvoj lastnih Copilot agentov. Začnimo s Copilot Notebooks. To je področje, kjer Microsoft trenutno vlaga največ razvoja. Notebook ni več zgolj prostor za zbiranje zapiskov. Postaja osrednje mesto, kjer zbereš dokumente, zapiske, raziskave in druge informacije, Copilot pa iz njih pripravi konkretne rezultate. Iz enega notebooka lahko zdaj izdela Wordov dokument, Excelovo datoteko ali PowerPoint predstavitev. To pomeni, da raziskovanje in priprava gradiv nista več ločena procesa. Zbereš informacije, Copilot pa pripravi prvi osnutek končnega izdelka. Dodana je tudi izdelava miselnih vzorcev. Namesto dolgih seznamov zapiskov dobiš vizualni pregled glavnih tem in povezav med njimi. Posamezne dele lahko odpreš, jih razširiš ali o njih postaviš dodatna vprašanja. Notebooki prihajajo tudi v OneNote na spletu ter na iPhone in iPad. Na telefonu pa dobijo še eno zanimivo funkcijo. Med sestankom lahko hkrati snemaš zvok, fotografiraš tablo in zapisuješ opombe. Copilot vse skupaj združi v en urejen zapis z glavnimi poudarki. Druga velika skupina novosti se nanaša na Office, predvsem na PowerPoint, Word in Excel. PowerPoint dobiva ogromno novih funkcij. Predstavitve lahko nastanejo neposredno iz notebookov. Uporabiš lahko tudi vsebino iz Teams sestanka ali Teams pogovora. Copilot zna poiskati pomembne dokumente, elektronsko pošto in sestanke prek funkcije Work IQ ter iz njih pripravi predstavitev. Posebej uporabna je možnost ponovne uporabe obstoječih predstavitev. Copilot zna prevzeti vsebino, oblikovanje ali celoten slog stare predstavitve in ga uporabiti pri novi. To pomeni precej manj kopiranja diapozitivov in bistveno bolj enotno podobo predstavitev. Tudi Word in Excel dobivata podobne možnosti. Dokument ali preglednico lahko izdelaš neposredno iz notebooka, kar precej skrajša čas priprave prvih različic. V Wordu prihaja še zanimiva funkcija za poslušanje dokumentov. Med poslušanjem lahko Copilota sproti vprašaš za dodatna pojasnila, ne da bi moral prekiniti predvajanje. Tretja velika sprememba je širša povezanost Copilota z drugimi Microsoftovimi storitvami. Outlook Copilot ne razume več zgolj posameznega sporočila. Zna iskati po celotnem nabiralniku, koledarju, sestankih in drugih podatkih, do katerih imaš dostop. To pomeni, da ga lahko vprašaš, kaj je vodja v zadnjem času napisal o določenem projektu ali katere naloge še čakajo po vseh sestankih in elektronski pošti. Tudi SharePoint postaja pametnejši. Copilot zdaj pri iskanju upošteva metapodatke dokumentov, kar pomeni natančnejše odgovore in boljše rezultate pri iskanju. V Copilot chatu lahko odpreš Wordove dokumente, Excelove datoteke, PowerPoint predstavitve in PDF datoteke neposredno v pogovoru. Ni več potrebe po odpiranju novih oken ali zavihkov. Na voljo je tudi razporejanje ponavljajočih se pozivov za agente. Če želiš vsak ponedeljek prejeti analizo prodaje ali tedenski pregled podatkov, Copilot to opravi samodejno.
Če uporabljaš dalj časa trajajoče agente, bo njihov napredek zdaj viden tudi neposredno v opravilni vrstici sistema Windows. Tako vidiš stanje izvajanja brez odpiranja aplikacije. Za konec še nekaj pomembnih novosti za podjetja. Microsoft uvaja vodne žige za videe in zvočne vsebine, ki jih ustvari umetna inteligenca. Organizacije bodo lahko določile, ali želijo takšne oznake samodejno dodajati ustvarjeni vsebini. Velik poudarek je tudi na varnosti. Datoteke, ki jih izdela Copilot, bodo samodejno prevzele najvišjo stopnjo občutljivosti iz uporabljenih virov. To zmanjšuje možnost, da bi občutljivi podatki ostali brez ustrezne zaščite. Podjetja bodo lahko prilagodila videz svojih internih Copilot agentov z lastnimi barvami, začetnimi pozivi in hitrimi povezavami do kadrovskih ali IT storitev. Razvijalci pa bodo agente lažje delili neposredno v Microsoft Teams, kar poenostavi uvajanje novih rešitev znotraj organizacij. Zanimiva novost je tudi uporaba grafične podobe podjetja pri ustvarjanju slik. Copilot lahko sam uporabi barve, slog in elemente blagovne znamke, kar pomeni precej manj ročnega popravljanja pripravljenih vizualov. Če pogledamo celotno sliko, postaja jasno, da Microsoft ne razvija več posameznih funkcij. Copilot postaja osrednji del celotnega okolja Microsoft 365. Vse več opravil se izvaja znotraj enega delovnega toka, kjer umetna inteligenca povezuje dokumente, sestanke, elektronsko pošto, zapiske in poslovne podatke. Če uporabljate Microsoft 365, se splača te novosti spremljati. Veliko jih bo v prihodnjih mesecih postalo del vsakodnevnega dela in bodo precej spremenile način priprave dokumentov, analiz, predstavitev in sodelovanja v ekipah.